Vi, gospod, mali gospod, naprej, prosim. Mali gospod, ja, vi, ja. Izvolite, gospod sodnik. Naprej. Izvolite, gospod sodnik. Izvolite. Torej, vi ste gospod? Ja, jaz sem gospod, ja. Ja, vi ste gospod? Gospod. Vi ste gospod? Gospod Zajec. In imate neko ime, ne? Kaj? Ja. Jaz sem gospod Zajec. Jaz sem gospod? Zajec. Imate neko ime, ne? Neko ime. A ja, neko ime, ja. Jaz sem gospod? Jaz sem gospod Zajec. Neko ime imate, neko ime, ne? Ime kot Zajec? Ime kot ime? Ime. Ale, Miha. Miha Zajec. Miha Zajec. Vi ste gospod Miha Zajec. Ste po poklicu ste? Zajec. Ne, po poklicu niste Zajec. Ne, po poklicu ste? Nisem Zajec. Ne, po poklicu niste Zajec. Po poklicu ste? Po Po poklicu sem? Po poklicu, jaz sem Miha Zajec. Miha Zajec, sem po poklicu sem. Ne, niste po poklicu sem, imate nek poklic, ne? Ja, urad. Je tako težko to povedati? Ne, jaz sem Miha Zajec, po poklicu urad. Urad, Ja. torej, lepo. Urad. In odkot ste, gospod Zajec? Jaz sem iz Tolminskega. Kaj delate? Ne boste jedli tu, dajte, spravite ta kruh. Spravite ta kruh. Torej, odkot ste, gospod Zajec? Jaz sem iz Tolminskega. Tolminskega, to ste rekli, razumem, ampak odkot? Tolminskega. A dobro, z katerega mesta, vasi, ulice? Iz vasi, jaz sem iz Zajčje vasi. Zajec? Zajec? Iz Zajčje vasi. Ja, prišel je Zajec. Kaj bi lahko nekaj jesti, prosim. Kaj plunem, ba? Ne. Torej, Zajec, gospod Zajec iz Zajčje vasi. Zajčje vasi. Ste oženjeni, gospod Zajec? Ne. Vaš oče kaj je bil? Moj oče je bil Zajec. Ne, vaš oče ni bil Zajec. Kaj je bil po poklicu? A po poklicu je bil urad. Urad? Ja. Oče tudi urad. Vsi doma v Vsi doma. Oče, mama, nona. Urad. Ne, zato ker nono je špilil. Videl 2 ure kratne. Nono ni bilo. Ostali so vsi uradi. Gospod Kunc, Zajec, gospod Zajec, koliko let imate? Jaz koliko let imam? 60 let. Koliko? 60. Kaj to pomeni? Koliko let imate? Povejte. 60. Napišite, prosim, ne razumem. Treba napisati. Ja, izvolite. Da vidimo. 6, 7, 67. Ja, tako težko povedam. 67 let. 60 let. Ja. Gospod Miha Zajec, 67 let star. Gospod Zajec, ste bili že kdaj kaznovani? Ne, nikoli. Nikoli, gospod sodnik, še nikoli nisem napravil najmanjše krivice nobenemu človeku na svetu prisežem nam. Dobro, en korak naprej, gospod Zajec. Ja, prosim, izvolite. Gospod Zajec, vi ste obtoženi, da ste prišli danes tega leta sem, v krčmo gospe Špele, gostilničarke, da ste se tu v družbi z nekim krojačem, iglačem in nekim inštalaterjem, pazite, prav dobro napili, najedli. Ne, prav dobro ne. Gostilničarki polomili budilko, jo nabili, nas so zbežali, ne da bi plačali. Priznavate to? Ne, gospod sodnik, ura ni bila ni vredna, pa niti 5 evrov ni vredna. No, kar se pa tiče jedi in pijače, jaz nisem nič vprašal. Ona je sama prinašala na mizo, kar je prinašala. Sama. In krojač me je pa silil. Ja, vračali. Pi, jaz nisem hod. Gospod Kunec. Zajec. Vendar priznavate, da ste pili in jedli. Ja, pil, no, če se lahko reče, pil. Tudi jedel, mali narezek. Jedel sem in pil sem, ampak zaradi tega gospod sodnik ni bil pravičen kaznovan. No, to bomo še videli, gospod Zajec. Priznavate, da ste tepli gostilničarka? Ne, gospod sodnik, ne, to pa ne. Ne, ampak krojač in inštalater.
A ja. Vse jo potepla. Krojačiš, Tepla. On je povedal, Lonec, tako. Vi pa nič vi, ne. Vi nič, ne. Enkrat sem udaril. Enkrat. Samo enkrat. In konc, zazvenelo. Ja, baš. Vi ste se umaknili. Dobro, hvala lepa, gospod Zajec. Hvala vam, gospod sodnik. Najlepša hvala. Nismo še končali, izvolite. Spet? Ja, prosim. Hvala, gospod sodnik. Nasvidenje. Vi, gospod Ščepico, prosim, naprej. Jaz, gospod sodnik. Naprej. Dajmo. Hitro. Gremo. Gospod sodnik, živeli. Izvolite. Izvolite, gospod sodnik. Lahko sedem, lahko. Odkrite se najprej. Da, jaz bi se še poprej odkril, pa nisem videl, kam postaviti. Pa ne sem, dajte tja tisto kapo ali pa tja. Dobro. Dajmo. Zdaj. Ja. In sedite. Torej. Pa da je klopot dolje. Gospod, prosim, no. Prosim, gospod sodnik. Torej. Kaj bo novega? Izvolite. Kako se pišete? Ne znam pisati, gospod sodnik, nisem hodil nikoli v šolo. Sprašujem vas, kako se kličete. Jaz se nikoli ne kličem, gospod sodnik. Kako vas imenujejo? Imate neko ime, ne? Seveda imam, seveda. No, kako? Joško, ki ima nariti broško. Dobro. Priimek? Joško? Joško, ki ima nariti broško. Ja, in priimek, ja. Priimek? Ja, priimek. Ja. No? Čekajte, da se spomnim. Tako kakor moj oče. Res. In kako se je pisal vaš cenjeni oče? Tudi on je znal pisati, gospod sodnik, tudi on. Dobro, ampak jaz vas sprašujem, je imel nek priimek, ne? Kakšen priimek? Seveda je imel, seveda. To. Štrmenčel, Blaž Štrmenčel, pokojnega Franceta doma iz Brusnice, hišna številka 19. Po domače so mu rekli Kovačev, zato ker je bil moj stari oče Kovač. In tako je ostalo, da jim ne zvede pri hiši. Samo hiše nimamo več, ker si jo dali na boben, še vedno sem šel jaz k vojakom. Vi ste torej gospod Joško Štrmencelj. Ja, seveda. Joško Štrmencelj. Če je bilo mojemu očetu dve Štrmencelj, je tudi meni dve Štrmencelj. Gospod Štrmencelj, in kaj je vaš oče? Mrtev. Mislim, kaj je bil prej? Živ. Osu. Ja, tudi enega osla smo imeli pri hiši, tudi enega osla. Zdaj pa ne hiše, ne osla več. Jaz vas sprašujem, gospod Štrmencelj, s čim se je ukvarjal vaš cenjeni oče? Kaj je bil po poklicu? Je nekaj delal, ne? Kaj je delal? Ja, seveda, včasih je kaj koval. Matri Kovač. Da, včasih je kak lonec flikal, ja, lonce je znal tudi flikati, lonce. Ko sem bil jaz majhen, pa me je na ponavadi pretepal. Ob ponedeljkih in nedeljah pa je bil ponavadi pijan. Rojen? Kdo? Ja, vi ne. Seveda rojen. Kdaj ste rojeni, gospod Štrmencelj? Kdaj sem rojen? Ja, kdaj ste rojeni? Tega pa se ne spominjam več. Ker sem bil takrat še zelo majhen. Jaz vas sprašujem, katerega leta ste rojeni? 1900? 1900? Čakajte. 1948 sem bil pri vojakih. Dobro, in... No, zdaj pa lahko izračunate, koliko sem dobro, bomo tudi vaša leta izračunali. Odgovorite mi na vprašanje, gospod Štrmencelj. Ste oženjeni, da ali ne? Da. Čakaj, oženjen ali neoženjen? Da. Poslušajte, oboje vendar ne morete biti. Da, oboje. Kako oboje? Poslušajte, to ni mogoče. Dokler je bila moja žena še živa, sem bil oženjen. Zdaj pa, ko je mrtva, sem vdovec, tako sem oženjen in neoženjen istočasno. Pa vi, gospod sodnik, ste oženjeni. Pa kaj vas to briga, prosim? Kaj posebnega z gospo Špelo? Se tam ženite? Govorite neumnosti, tišina, prosim. Boh, kaj? Gospod sodnik? Bomo jedli konfete, Bomo jedli konfete, gospod sodnik. Jezik za zobe. Da. No, dobro. Jezik za zobe, prosim. In tišina.